Pogovor o. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru o. Politični parket postaja vse bolj vroč. Poslanci bodo v prihodnjih mesecih poskusili sprejeti še nekatere odločitve, tudi kadrovske. Kaj lahko pričakujemo v hramu demokracije, kako zaostrene postajajo politične razmere med strankami in tudi kako ocenjujejo današnji vdor ruskih dronov na Poljsko, bomo vprašali goste v našem studiu. Lep pozdrav želim vodji poslanske skupine Nove Slovenije, gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Pozdrav. Lep pozdrav poslancu socialnih demokratov, gospodu Damjanu Bezjaku Zrimu. Dober dan. Pozdravljena poslanka Gibanja Svoboda, gospa Tereza Novak. Dober dan. In pozdravljeni namestnik vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospod Zvonko Černač. Dober dan, hvala za povabilo. Spoštovani gostje, bomo kar začeli z aktualno temo, to je vdor ruskih dronov na Poljsko. Mogoče kratek komentar vseh, gospod Černač. Mislim, da se pričakovano napetosti stopnjujejo, kar je bilo že pred časom napovedano, tako da smo pred težkimi časi, pred težkimi izzivi. Zaradi tega ni nepomembno, da se je tudi Evropa končno zbudila in da gremo v smeri, da bomo pač prisiljeni poskrbeti za lastno varnost. Gospa Tereza Novak. No, jaz tudi mislim, da živimo v časih, ki so zelo napeti in da je pač to tudi en odraz tega, da pa je treba tle ohranjati trezno glavo za to, da bomo ohranjali mir v Evropi in da bomo gradili na nekem spoštovanju zemeljskih enovitosti in tako naprej. Tako da jaz mislim, da pač vsaj Slovenija dela na tem. Gospod Cigler Kralj. Očitno je, da agresor Putin nima meja, dokler se mu jih ne postavi vsaj dovolj odločno in dovolj močno. Vidim, da je tu Poljska in vse države, ki so na meji Ukrajine, ki je pod agresijo, dovolj odločne, da bodo prepričale celotno Evropsko unijo, da je vlaganje v obrambo, vlaganje v mir. Tu ne gre za neko pozivanje k vojni, ampak gre za pozivanje k varnosti državljank in državljanov Evropske unije in videl sem, da je odziv poljske vojske in NATO, mislim, da primeren, dobro odmerjen, vseeno pa ta napad, ta incident odpira vprašanja o tem, ali smo dovolj pripravljeni na obrambo svojega miru. Gospod Bezjak Zrim. V bistvu tukaj vidimo, kar so nas opozarjale baltske države, da se ko prej se bo tudi dogajalo to na ozemlju Evropske unije, na ozemlju NATO, tako da odziv NATO in Evropske unije je bil primeren temu. Jaz mislim, da se Ruska federacija ne bi smela kršiti evropski zračni prostor kar tako, pa tudi vidimo, kaj se dogaja na ozemlju Ukrajine in bil bi že čas, da Evropa poskrbi za lastni mir na tem kontinentu. Dejstvo je, da ne govorimo o enem dronu ali dveh, govorimo o večjih dronih. Toliko za začetek, spoštovani gostje. Če ste bili tukaj, bomo rekli, kar precej enotni pri odgovorih. Mislim, da v prihodnje ne bo tako in nadaljevali bomo s temo aktualno tega tedna. To je vložena interpelacija zoper ministra Simona Maljevca glede dolgotrajne oskrbe. Številni pravijo, tudi naši gostje, ki smo jih imeli v studiu, tako predstavnike Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, kot tudi nekatere direktorje posameznih zavodov, da je veliko nejasnosti pri sami dolgotrajni oskrbi. Mogoče najprej, gospa Tereza Novak, kako gledate na potezo opozicije, ki je sedaj vložila interpelacijo zoper ministra, pa tudi kako odgovarjate na številne očitke, tudi na tiste, češ pobira se nekaj na zalogo, nihče ne ve, kako bo, na kakšen način bo, kako bo to sprejeto. Najprej bi rekla, da se mi zdi, da je interpelacija nepotrebna, da je to pač del tega predvolilnega boja in da sama interpelacija ne bo rešila popolnoma nobenih zadreg, ki jih pa imamo v uveljavljanju vseh določb iz zakona o dolgotrajni oskrbi. Jaz bi rekla tako, da je to nov socialni steber, uvaja veliko nekih novih tudi pravic in to ne gre kar tako čez noč.
ne gre tudi v enem letu in se ne morajo sistemi prilagoditi. Jaz sem ravno zdaj, ko sem se vozila k vam, poslušala eno zelo zanimivo debato na, mislim, da Radio Prvi, o tem, kaj pomenijo spremembe vsakmu od nas, kakšen napor to predstavlja, koliko velike energije. In to tudi zdaj mi doživljamo pri uveljavljanju dolgotrajne oskrbe. Zato, ker se mora veliko sistemov prilagoditi. To pomeni, veliko ljudi mora prevzeti nek drugačen način dela, uveljavljajo se nove metode in to pač pa mogoče, gospod Tereza Novak, jemlje veliko energije. Se popolnoma strinjam, ampak očitki o tem, da imamo sedaj v neki vreči denar, s katerim ne vemo, na kakšen način se bo upravljal, ali se ve? Se ve. To je tudi vse zapisano v zakonu. Že zdaj so določene pravice iz tega financirane. Sploh ni res, da še ničesar ni, se pa uveljavljajo postopoma do konca leta, kar je tudi zapisano. Tako da prav veliko se ne zamuja. Te stvari, ki pa trenutno in verjamem, delajo težave izvajalcem, se pa tudi počasi uveljavljajo. Gospod Cigler Kralj, kot nekdanji minister za delo, precej kritični ste, zato ste tudi podprli interpelacijo. Je sploh smiselna? Poglejte, ministra Maljevca je zaradi neoperativnosti in nesposobnosti oziroma neučinkovitosti pri uvajanju dolgotrajne oskrbe interpeliralo pravzaprav že obrtništvo in podjetništvo. Obrtna zbornica Slovenije mislim, da je prvič v zgodovini konkretnega ministra pozvala k odstopu zaradi tega, ker pri dolgotrajni oskrbi najprej so povzročili na škodo ljudi enoletni zamik pri začetku izvajanja prve storitve, in to je oskrbovalec družinskega člana. Enoletni zamik, pozor. Drugič, zaradi tega, ker neuspešno komunicira, neuspešno načrtuje in neuspešno uvaja ostale storitve. S 1. julijem bi namreč morala začeti veljati dolgotrajna oskrba na domu. In zato, ker se bojijo, kaj bo 1. decembra, ko bi morala biti začeti izvajana dolgotrajna oskrba v instituciji, so ogorčeni, da je pa kljub vsemu, da nimamo ne odločb, ne informacijskega sistema, ne storitev, začel pravočasno pobirati prispevek in s tem obremenil pravzaprav vse, ki ustvarjajo, še posebej pa je obremenil obrtnike, podjetnike, kmete z 2%, pa še neustavno, po našem mnenju neustavno, z 1% neto pokojnine. To ni prav. Še dolgo smo čakali s to interpelacijo, predolgo, ker smo mu dali čas, zato ker je to občutljivo področje, ampak zdaj je bil zrel za interpelacijo in smo skupaj z SDS-om to interpelacijo tudi vložili. Gospod Bezjak Zrim. Jaz bi se na to interpelacijo gledam kot priložnost, da minister poda konkretne informacije, kdaj in kaj. Kajti mogoče se tukaj delno lahko strinjamo, da mogoče zadeva ni bila najboljše skomunicirana strani ministrstva, in zato prihaja tudi do različnih razlag. Jaz verjamem, da ko bo s 1. decembrom sistem spostavljen, da bo ljudem bistveno boljše, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Jaz to resnično upam, kajti tukaj bi kar nekaj ljudi prišlo na boljše, sploh v finančnem smislu, a hkrati bo pa tudi na dolgi rok potrebno, mogoče ne ta mandat, mogoče drugi mandat, razmisliti, kako pa razbremeniti del dela, kajti vsi vemo, da so plače v Sloveniji najbolj obremenjene in tukaj smo res posegli tudi na to področje. Tako da bodo morali se ukrepi vseko prej zbalansirati. Gospod Zvonko Černač, kakšni pa so vaši očitki? Ja, za več različnih stvari gre tukaj. Mislim, da jih ne moramo mešati, tako kot jih je zmešal predsednik vlade, ko je šel izpolnjevati obrazec za dolgotrajno oskrbo oskrbovanki v domu starejših. To, kar pravi kolega Zrim, bi moralo veljati od 1. januarja 2023 dalje. Od 1. januarja 2023 dalje bi bile položnice za del oskrbovancev v domovih za starejše nižje za del oskrbovancev, če ne bi prišla na oblast Golobova koalicija, Svoboda, SD in Levica in zakona, ki je bil sprejet decembra 2021, razveljavila. Za leto dni zamrznila, potem odpravila in sprejela novega.
Zdaj se jim je zgodil totalen fiasko, namesto da bi se minister, celotna vlada in koalicija javnosti, predvsem pa tistim, ki jih vsakodnevno zavajajo, upravičili, se delajo še norca iz njih. Ministra smo zadnjič poslušali, kako vse teče, do danes še nobena odločba glede dolgotrajne oskrbe ni bila izdana. Dobesedno se norčujejo, glejte, iz ljudi, ki so jim najprej za 1 leto zamaknili pravice, potem so dober zakon razveljavili, sprejeli slabšega, zdaj, ko se jim sistem sesuva, bi pa ne reševali z nekimi posveti situacijo. Torej, minister sploh ne bi nikoli smel postati minister. Gospod Maljevac ni primeren za ministra, bil je ustanovitelj inštituta 8. marec, ki ga je nekaj dni pred volitvami leta 2022 predal Niki Kovač. To so njegove reference na popolnoma drugih področjih. In zdaj po tem fiasku bi moral odstopiti, vkolikor ne odstopi, bi ga pa moral predsednik vlade razrešiti. Dela se velikanska škoda, recimo tem oskrbovancem v domovih za starejše, ste tistim, ki bodo do tega upravičeni, ne bodo vsi, ampak bo jih nekaj tisoč, v teh 2 letih in pol vzeli okrog 15 000 evrov. 15 000 evrov so morali ti ljudje več oskrbe plačevati, kot bi jo, če bi ostal v veljavi prejšnji zakon prejšnje vlade. Gospod Novak. No, jaz moram tole gladko zanikati vse, kar je povedal zdaj, skoraj vse, kar je povedal gospod Černač. To ni res. Vaš zakon ni imel niti nobene finančne konstrukcije. A to ne drži? Ne bi bilo. Ne, lahko o tem govorite, ker do tega sploh ni prišlo in je to zelo enostavno, ampak tudi ne bi prišlo. Seveda je bilo treba spremeniti zakon, ki je bil vložen na koncu vašega mandata, zato da se pač ustvari občutek, da se dela na tem, ampak zakon bi v vsakem primeru mogel biti spremenjen in smo ga spremenili. Jaz se strinjam, da je treba biti majčkeno potrpežljiv, da pa ni ničesar, pa sploh ni res. Da mogoče je komunikacija kdaj tudi bi lahko bila drugačna, se tudi strinjam. Ampak in posledično se strinjam tudi s tem, da bo pač zdaj interpelacija uporabljena za to, da se stvari razjasni. Ker to, kot je nejasnosti in neresnic okoli tega, je pač preprosto zavajajoče in je prav, da se pove, kaj se že dela, kaj se bo in na kakšen način. Gospod Černač. V prejšnjem zakonu, ki je bil sprejet decembra 2021, torej v času prejšnje vlade, ki ga v zakonodajno proceduro tako takratni minister vložil sedanji poslanski kolega Cigler Kralj, bi se pravice uveljavile, vse pravice s 1.1.2023, razen oskrbe na domu s 1. julijem 2024. Torej tudi pri tej zadnji ste več kot eno leto v zamudi in prikrajšali ljudi za uveljavitev. Še več, tudi ko ste zamaknili za 1 leto, teh pravic nimajo ljudje, jih nimajo. Baje je 4000 vlog, ki nekje ležijo in se čaka na njihovo obravnavo. Da ne govorimo o teh manipulacijah in manipuliranju. Glejte, oskrbovalec družinskega člana je samo prevedba družinskega pomočnika. Jih je 1800, po prejšnjem sistemu jih je bilo 1300. To ni neka, ne vem kako velika dodana vrednost. E-oskrba, ne govori minister 5000. Ja, glejte, 5000 jih je 6 časov naše vlade. Jaz sem podpisal sklep v začetku leta 2022 za prerazporeditev 3,5 milijona iz Reacta za e-oskrbo. In 5000 upravičencev je takrat to storitev v aprilu 2022 dobilo. In očitno jih je zdaj samo teh 5000, nobenega dodatnega niste uspeli dobiti oziroma mu zagotoviti to oskrbo zraven. Da pojasnimo, zakaj gre. Gre za ljudi, ki so še vedno doma, kolikor toliko vitalni in če se jim karkoli zgodi, imajo dostop neposreden 24 ur na dan do klicnega centra, da dobijo pomoč. Gospod Cigler Kralj, na to gospa Novak. Glede, jaz imam neposredni izziv za kolegico Novak, ki pravi, da so različne insinuacije, da zavajamo, da laži, da pavšaliziramo. Potem naj pa ona jasno pove, minister tega ni znal povedati, naj jasno pove, katero storitev dolgotrajne oskrbe se trenutno že izvaja in koliko upravičencev že lahko koristi to storitev in iz katerega budžeta se to plačuje. Ker dejstva kažejo vse to, kar smo zdaj že v opoziciji predstavili. Namreč, da je bil zakon škodljivo ustavljen in potem slabši novi vložen, da je bila pravica do oskrbovalca družinskega člana za 1 leto zamaknjena, zamujala je za 1 leto in še potem zelo slabo načrtovana. Mesece je potreboval ta minister Maljevac in vaša koalicija, da ste slišali naše pozive, da naj se v oskrbovalce družinskega člana vključijo tudi upokojenci. Zdaj sem ministru dobronamerno, ker mu je že zmanjkalo kadrov, svetoval, naj vključijo tudi, naj razmislijo o možnosti študentskega dela za oskrbovalce družinskega člana. S 1. julijem letos je začela veljati pravica do dolgotrajne oskrbe na domu.
želim, da na ta izziv odgovorite konkretno. Koliko prebivalcev, upravičencev do te dolgotrajne oskrbe že ima od 1. julija pravico, torej odločbo, in koliko jih lahko to že koristi. Fiasko, ki se bo zgodil pa 1. decembra, bo pa velik, zato ker minister sploh ne ve, da v enem dnevu ne more 20 000 sedanjih oskrbovancev oziroma stanovalcev domov za starejše prevesti iz zakona o socialnem varstvu na zakon o dolgotrajni oskrbi. No, mogoče začnem prav zdaj na koncu, zato ker to tudi meji že na strašenje ljudi, ki so trenutno v domovih za starejše občane. Ne bo se kaj dosti spremenilo, za njih razen, da bojo manj plačevali, ne bojo izgubili mest, ampak bojo avtomatsko prevedeni, tako da bi bilo fino, da se o tem ne razlaga na način, da se ljudje bojijo. Bi pa mogoče na primeru e-oskrbe povedala, kakšna je razlika. E-oskrba je bil projekt, zanga so zaprosili Zveza društev upokojencev, zagotovljen je bil denar za projekt, zdaj pa je ta vlada zagotovila tudi sicer sistemski denar, da se bo to lahko nadaljevalo. In v tem je bistvena razlika, ali je nekaj projekt, ali je nekaj sistem. In to, kar se zdaj dela, je sistem, ki bo deloval še dolga leta in to rabimo. Ne rabimo projektov. Pilotske, ja, potem pa je treba poskrbeti za sredstva. Denar, naj še enkrat povem, se ne izgublja nikjer in se ne bo izgubljal nikjer. Tudi zdaj že gre za vse storitve, ki so dodane kot dodatne dolgotrajna oskrba. To, da so upokojenci lahko pomočniki družinskemu članu, je izjemno dobro, je zahteva društvo upokojencev že desetletja, pravzaprav, in je uvedla šele ta vlada. Še zaključna misel pri tej temi, gospod Černač. Glejte, ni bilo odgovora na tisto, kar je kolega Cigler Kralj vprašal, koliko ljudi je do zdaj dobilo odločbo o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu po novem zakonu. Niti eden ni dobil odločbe. Glede oskrbe, gospa Novak, oprostite, ne veste, kaj govorite, noben pilotni projekt to ni bil, ampak smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo iz Evropske ovojnice, zaradi tega, ker takrat v proračunu še ni bilo sredstev na podlagi zakona, ki ne bi se začel izvajati 1.1.23, in v nadaljevanju so se te odločbe potem tudi nadaljevale po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Razlika pa je, da ste zdaj vi v novem zakonu določili, da morajo ti del teh stroškov plačevati. Po prejšnji ureditvi tega ni bilo potrebno. Če mi še dovolite, pobira se okrog 50 milijonov evrov mesečno iz žepov ljudi za ta sistem. Ko bomo čez dobrega pol leta ponovno prevzeli odgovornost za vodenje države, kar smo sicer koaliciji predlagali, pa so to zavrnili, bomo odpravili ta prispevek za vse upokojence in zamrznili izvajanje plačevanja za vse ostale, dokler ne bo znano, koliko sredstev dejansko se za ta sistem sploh potrebuje. Spoštovani gosti, mislim, da bo še veliko razprave na to temo tudi v Državnem zboru, ko bo na dnevnem redu interpelacija ministra Maljevca. Pa nadaljujeva sedaj midva, gospod Damjan Bezjak Zrim, poslanec Socialnih demokratov. Vlada je v začetku obljubljala številne časovnice, številne takšne in drugačne ukrepe, ki naj bi izboljšali življenje državljanov Republike Slovenije. Kako gledate danes na številne obljube, ki so bile dane, in kako gledate na to, katere so sploh bile uresničene? Zdaj, vsaka parlamentarna stranka je, upamo, da šla s programom v te volitve. Po volitvah se je seveda sestavila koalicija, podpisala koalicijsko pogodbo in kar nekaj zavez smo dali v ta dokument. Zdaj, res je, da vsega ni bilo uresničeno, kajti nekaj dela še nas čaka v preostanku mandata, torej v pol leta. So bile ene ključne reforme speljane, ki upamo, da bodo pozitivne posledice se bodo kazale kmalu. Trenutno nas še čaka ena zelo velika reforma, to je pokojninska reforma, s katero bodo tudi upokojenci, ki so že v penzije, bodo dobili tako imenovani zimski dodatek. To njim bo v plus, kar pa zadeva za nove upokojence, mislim, da bo bistveno boljša reforma, pod katerim pogoj grejo zdaj v penzijo. Tako da jaz ne vidim, da koalicija ne bi delala dobre stvari. Je pa res, da smo včasih tudi blokirani strani naravnih nesreč, kajti vemo, da so se zgodile poplave in smo kar nekaj znatnih finančnih sredstev morali preusmeriti tja. In takrat se je vsa Slovenija s to problematiko ukvarjala. To je mogoče zamudilo kvečjemu pol leta. Vse ostalo se je pa z določenimi zadevami zamaknilo in zdaj v zadnjih pol leta upamo, da bomo zadeve poskušali rešiti.
Gospa Tereza Novak, kako pa odgovarjate na očitke, da Gibanje Svoboda vlada preveč centralizirano in premalo sodelovalno, pa tudi slišali smo veliko kritik na račun zdravstva, češ kako ji bo bolje, pa vidimo, da čakalne dobe se povečujejo, vse večje so, niso manjše, strah je mnoge, kaj se bo zgodilo, ko bodo začele veljati zakonodaja tudi glede tako imenovanih, kot ste jih poimenovani v koaliciji, nekateri vaši partnerji dvoživk. No, mogoče najprej glede centralizacije vodenja. Jaz mislim, da ni čist tako, lahko da se včasih tako zdi. Smo v resnici največja stranka v tej vladi, čeprav mislim, da ministrstva so kar zelo pravično porazdeljena. Moram reči, da predvsem v to, kar jaz najbolj poznam v parlamentu, koalicija sodeluje izjemno dobro. To verjetno lahko tudi moj kolega potrdi. Velja eno veliko spoštovanje med nami in mislim, da se v večini stvari lahko dogovorimo. Kar se tiče zdravstva, nedopustno dolge čakalne dobe se marsikje že skrajšujejo. Vsi ukrepi dajejo že določene rezultate, je pa to stvar, ki pač preprosto zaradi narave dela v nekem sistemu ne more biti hitra. Ampak stvari se že poznajo. Če vprašate ljudi, če se pogovarjate z ljudmi, marsikdo je presenečen, ker je na kakšen poseg prišel bistveno prej, počasi se stvari normalizirajo. In jaz mislim, da tudi tukaj, tako kot pri drugih stvarih, je treba počakati. Če kar naprej zastrupljamo ljudi s tem, ni dobro, kar počne naša opozicija z namenom, da jih je strah, potem se seveda to širi. Ampak realnost je kljub vsemu malo boljša. Katere obljube trenutne vlade bi po vašem mnenju lahko ocenili kot pozitivne in kje so se povsem izjalovili, gospod Zvonko Černač, poslanec Slovenske demokratske stranke? Ja, bolj ko brskam po spominu, teže bi našel kakšno obljubo, ki je pozitivna. Bila je uresničena ena, ki pa je izrazito negativna za ljudi in za gospodarstvo, to so višji davki. Treba povedati pošteno, da je sedanji predsednik vlade, gospod Golob, te višje davke pred volitvami obljubil, pa ga je vseeno volilo več kot 400 000 ljudi, tako da toliko o tem. Takoj, ko so prišli na oblast, so odpravili dobro mini davčno reformo prejšnje vlade, po kateri bi ljudem v sedanjem letu ostalo približno ena plača na letni ravni več v žepu, ker bi se ta olajšava dvignila iz 3,5 na 7,5, to so ustavili na 5. Dvignili so davek na najemnine, pri oddaji stanovanj iz 15 na 25%. Kaj je posledica tega? V njihovem mandatu so se najemnine več kot podvojile. Skratka, ne najdem nekih pozitivnih ukrepov, popolnoma so pa seveda zavozili na področjih, ki so življenjsko pomembna za ljudi in za delovanje sistemov, kot je zdravstvo, kot smo videli, oskrba starejših in na številnih drugih področjih sistemi se sesuvajo. Zdravstvo temelji samo še na solidarnosti tistih, ki delajo v tem sistemu, vendar ta solidarnost, enako dolgotrajna oskrba, vendar ta solidarnost seveda ne more trajati v nedogled. Zaradi tega bodo tukaj potrebne, ko se stopijo čez dobrega pol leta z oblasti, korenite spremembe, zelo hitre spremembe, če ne želimo, da se bodo sistemi v prihodnjem letu dokončno sesuli. Zdaj, glede tega dobrega sodelovanja smo po včeraj videli pri posiljevanju z nekim zakonom, ki ne bi povozil vse postopke pri umeščanju vetrnic, ki jim ljudje odločno nasprotujejo, vetrnih elektrarn. Smo videli, kako deluje ta koalicija. Najprej je poslanka Levice Sukič sejo zapustila po tistem, ko je izrazila nestrinjanje s tistim, kar je sama podpisala, se pravi, se je podpisala pod ta zakon, potem je pa prišla nazaj, ko niso bili sklepčni, da so lahko izglasovali slabe rešitve. Tako deluje ta koalicija. Gospod Cigler Kralj, v Novi Sloveniji ste kritični do vlade, pa vseeno gospodarstvo ni bilo tako, vsaj od začetka kritično, kot ste bili vi. Krščanski demokrati imamo v svoji identiteti način političnega delovanja, da
nismo samo kritični ali pa kritizeri, ampak poskušamo tudi predlagati dobre rešitve. Kar nekaj smo jih v tem mandatu kot opozicijska stranka poskusili predlagati, recimo zakon o zdravstvenem varstvu, kjer smo predlagali, da bi denar sledil pacientu in da bi si pacient, ki nedopustno dolgo čaka, lahko sam izbral izvajalca, ne glede na to, ali deluje v javnem, ali v koncesijskem, ali v zasebnem sistemu. To so nam večkrat zavrnili. Še številne druge predloge smo dajali, tudi amandmirali, vse dobro namerno, ampak vedno smo bili, lahko rečem, zasramovani in zmerjani, da želimo samo škodo in da želimo, da se vtikamo pravzaprav v njihove dobre namene. Dobro, potem, ko spoznaš, da nisi zaželjen kot opozicija, seveda privzameš drug način delovanja. Poglejte, naša poslanka, doktorica Vida Čadonič Špelič, je predsednica odbora za kmetijstvo. Ona je tako zaskrbljena, ker je redno v stiku z rejci, z stroko, veterinarsko stroko in drugo za varno hrano, ker recimo ta koalicija uničuje slovenskega kmeta in slovensko kmetijstvo. Začelo se je s tem, ko so spustili radikalno leve aktivistke v hleve. Ko se je vzelo poštenemu delovnemu kmetu čredo, se mu jo uničilo in se mu potem poškodovano, bolno vrnilo nazaj. Poglejmo naprej. Čipiranje mačk je ena teh neumnosti, ki se je zdaj uzakonila. Upam, da bomo to v naslednji desno-sredinski vladi seveda odpravili. Poglejmo naprej. Kako je ta leva Golobova koalicija upravljala ali pa kako ne upravlja z epidemijo modrega jezika. Kmetje so obupani, rejci drobnice so obupani. Ko je Vida Čadonič Špelič in krščanski demokrati pozivala k obveznemu cepljenju, ki bi ga prevzela država spomladi, so rekli, to ni potrebno. Zdaj vsi jokajo in pravijo, nič se ni dalo narediti. Pa sem vam omenil samo nekaj podatkov na področju kmetijstva. Sicer pa ta Golobova koalicija, in to občutimo vsak dan, zelo nespoštljivo, predvsem Gibanje Svoboda, ironično, z njihovim imenom, gre, bomo rekli, proti vsemu, kar je krščansko, domoljubno, kar je dobronamerno. Namreč v petek, recimo, bo protest zasebnih vrtcev, zato ker zopet grejo ideološko proti tistim, ki mislijo svojo glavo in ki bi vzgajali ljudi, da mislijo svojo glavo. Torej, tu smo krščanski demokrati branik in se ne bomo pustili, da bi nas tako žalili in čakamo na priložnost, da vse te neumnosti tudi odpravimo. Hvala lepa, gospod Tereza Novak. Tudi nekatere teme, ki jih je sedaj gospod Cigler Kralj omenil, so škofje omenili tudi predsedniku vlade, s katerim so se srečali nedavno na kosilu. Te teme so tudi odprli. Mogoče vaš odgovor na vse slišano. No, najprej moram braniti slovenske kmete. Zaradi par aktivistk se kmetijstvo ne bo uničilo, so predobri. Tako da govoriti, da je zdaj kmetijstvo ogroženo zaradi parih žensk, levih aktivistk, to ne pritiče krščanskemu duhu, vam moram reči. In jaz spoštujem ljudi, ne glede na vero. Potem bi pa rekla, da imamo, pri vsej tej grozi, ki jo opisuje ta kolega iz opozicije, imamo največjo zaposlenost, imamo najnižjo brezposelnost, imamo podjetja, ki imajo velike dobičke, imamo vlado, ki intenzivno investira dela investicije zato, ker se to dobro odraža na gospodarstvu, na ljudeh in za ljudi in za celo skupnost. Imamo vlado, ki skrbi, da se bonitetne ocene Slovenije, ki so izjemnega pomena za naše gospodarstvo, zvišujejo. Tudi zaradi tega, ker ocenjujejo, da se dobro dela, zato ker je vlada stabilna, zato ker dela dolgoročno, zato ker načrtuje ukrepe v naslednjem mandatu, zato ker se zaveda, da če hočemo biti dobro gospodarstvo, je treba vlagati v razvoj in investicije, zato ker odpira vrata tujim investicijam, ki jih je več, kot jih je kadarkoli skoraj bilo predvsem na področju farmacije, zato ker je energetska kriza v Sloveniji zaradi odločitev vlade bila bistveno manj usodna za gospodarstvo in za vse nas fizične osebe zaradi posegov
naše vlade, zato ker smo prebrodili poplave, ki jih še nismo imeli, na način, da v bistvu se obnavlja infrastruktura in vse v smislu, da bomo bolj odporni, in zato, ker so ljudje, je bilo poskrbljeno za ljudi. In to na način, na katerega nismo nikoli prej poskrbeli. Ne? Celo tako, da so se vključile humanitarne organizacije, ne kot tiste, ki samo pomagajo, ampak zato, da so lahko ljudje prej prišli do denarja, ki jim ga je dala vlada. Skratka, dobri ukrepi. In to, kar govorita moja dva kolega, seveda pritiče njihovim strankam, boju za ponovno oblast in ne vem kaj vse, ampak ni res. Gospod Černač. Zadnje leto prejšnje vlade je bilo leto 2021, to je bilo leto po izraziti COVID krizi. Takrat je Slovenija beležila 8,2% gospodarsko rast. Bili smo prvi v svetovnem merilu. Po 5 kazalcih izhoda iz krize smo bili drugi v svetovnem merilu in eden izmed teh kazalcev je bil tudi povečanje prihodkov gospodinjstva oziroma prebivalstva, ki so se v okviru OECD-ja ljudem najbolj povečali. Toliko o tem, kdo je najbolj poskrbel za ljudi. Od leta 2021 dalje gospodarska rast pada, vsako leto je padala, vsako leto od leta 2021 dalje. Letos ne beležimo niti 1% gospodarske rasti, niti 1%. V letu 2021 oziroma predno je mandat predala prejšnja vlada, je bila Slovenija 4. po uspešnosti koriščenja evropskih sredstev iz različnih skladov. Danes je Slovenija, skladli so jo v 3 letih in pol na zadnje mesto. Na zadnje mesto, po tistem, ko je prejšnja vlada uspela izpogajati rekordna sredstva za ta namen. Tako da ne govorimo preko milijardnem primanjkljaju, kjer se finančni minister celo norčuje v tem smislu, da je točno tak, kot so ga načrtovali. To je nekaj podobnega, kot če bi nekdo načrtoval milijardno izgubo in bi potem bilo mogoče ta milijardna izguba kakšen milijon nižja in bi se še pohvalil, kako je dober, ker je uspel manj izgube narediti, kot jo je načrtoval. Lepo vas prosim, zdaj, če bi ta milijarda šla v naložbe, to še toliko ne bi bilo problematično, vendar je šla ta milijarda v celoti v porabo. In to nas skrbi, gospodarska dejavnost usiha, razmere v Evropi in svetu se poslabšujejo, tudi zaradi takih in drugačnih teženj posameznih držav, varnostnih teženj, in namesto, da bi vlada sprejemala ukrepe, ki bi preprečile nadaljnji upad te rasti, sprejema ukrepe, ki gospodarstvo in prebivalstvo še bolj dušijo. Gospod Cigler Kralj, na to bi... Zelo dobro je kolega Zvone orisal situacijo številkami. Jaz pa bom dodal tukaj še nekaj, kar bomo spremenili po volitvah. Na primeru siljenja v sprejem zakona o evtanaziji. Kakšno je bilo vzdušje v parlamentu, ko se je ta škodljivi zakon, ki je uperjen proti vsem najšibkejšim in najranljivejšim, da ne govorim brutalno, oprostite, tudi vašim poslušalcem se moramo opravičiti, da je poskus s tem reševati pač nesposobnost uvajanja dolgotrajne oskrbe. Kakšno vzdušje je bilo v parlamentu, to je simptomatično, kaj imamo v tem mandatu. Koliko žalitev, koliko zmerljivk, da smo mi proti evtanaziji zato, ker smo omejeni zaradi svoje vere. Nasprotno, vaše poslušalke in poslušalci vejo, da je naša vera garant za to, da smo odprti, svobodni, dialoški, da cenimo življenje. In te žalitve, to pa moram biti pošten, so predvsem strani nekaterih dela, ne govorim vseh, dela poslank in poslancev Gibanja Svoboda. Tu so, moram reči, poslanci SD-ja svetla izjema. So spoštljivi, so dostojni ponavadi, tudi če se v kakšnih zadevah ne strinjamo. Evtanazija, konoplja za osebno rabo in podobne neumnosti, kolegica Novak, to ni nobena prioriteta. To so stranpoti, to so zablode, ki vodijo v razkroj družbe, ki našim mladim generacijam dajo popolnoma napačno sliko, kaj je pomembno in k čemu jih je potrebno vzgajati. In res mislim, da se bojo ljudje zbudili, ker je tudi velik del levo politično čutečih ljudi, ki tem neumnostim nasprotujejo. In ko enkrat odpreš to Pandorino skrinjico poseganja v življenje, takrat je, mislim, da družba ogrožena in se ne ustavi več ta kultura smrti. In tu bomo krščanski demokrati vedno stali po konci in upam,
da bojo volivke in volivci tako odločali na volitvah 2026, da bomo to uredili in prinesli drugačen pristop do življenja. Gospod Bezjak, zrim na to, gospa Novak, ker ste bili izzvani. Zdaj, ko se pogovarjamo o tako imenovani eutanaziji, moramo reči, da smo poslanke in poslanci dobili mandat strani državljank in državljanov, da naj gremo v spremembo zakonodaje. Sicer, vkolikor se pa ljudje ne bi strinjali, pa se še vedno napoveduje zakonodajni referendum in takrat lahko ponovno državljanke in državljani odločijo, ali so se poslanke in poslanci v državnem zboru odločili pravilno. Toliko o tem. Navezal bi se nazaj na kolega Černača, ko je govoril o ohlajanju gospodarske rasti. Mi se moramo zavedati, da smo v skupnem evropskem prostoru, kjer je več ali manj Slovenija odvisna od izvoza in vsi vemo, da se prav te gospodarstva najbolj ohlajajo, naprimer z glavno državo Nemčijo, ki jo tudi vodijo socialni in krščanski demokrati z roko v roki, so končno dobili spet nazaj veliko koalicijo, katero je Nemčijo vodila skozi najtežje čase in to uspešno. Hkrati pa moramo povedati, da imamo tudi na drugi strani Atlantika nezanesljivega gospodarskega partnerja, ki si iz dneva v dan zmišljuje nove carine, dela posledično kaos v trgovanju in nikoli ne vemo, kam se naj ta naša evropska politika obrne, ker trenutno caplja na mesto, ne naredi nič. In to pomeni samo na dolgi rok škodo evropskemu gospodarskemu prostoru kot celotnemu. Kajti ne moremo se odločiti, ali se bomo obrnili naproti vzhodu, proti Indiji ali Kitajski, ali se bomo pa še bolj povezali z Zahodom. Ne bom rekel, da je ena ali druga stran dobra ali ne, to se moramo odločiti skupaj, ampak trenutno imamo v ovalni pisalni nezanesljivega predsednika, ki nam kot Evropi sploh škoduje na področju gospodarstva. To se pa lahko priznamo. Gospa Novak. Ja, jaz mislim, da sem bila izzvana glede zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Najprej naj povem, da ne gre za evtanazijo več. V prvem zakonu, ki ga je vložila civilna družba, je bila evtanazija, potem pa smo po razmisleku, da gremo nasproti ljudem, ki jih je strah bilo tega evtanazije, ker namreč to pomeni, da nekdo drug, čeprav na tvojo željo vnese pač lahko učinkovino v tvoje telo in tega več ni. Evtanazije v tem zakonu ni. V tem zakonu gre res izključno samo za to, da baje obstajajo, so apelirali celo na državni zbor, ko sta vedva oba kolega iz opozicije bila v državnem zboru leta 2018, pismo javno, mogoče ne, oprostite, Cigler Kralj, sem se zmotila, gospod Černač je bil, so se obrnili s prošnjo, naj zakonodajalec razmisli o tem, da obstajajo ljudje, ki neskončno trpijo zaradi bolezni, ki nima več zdravila, in jim omogoči, da lahko to trpljenje po svoji želji na svoj način končajo malo prej in s tem manj trpijo. Samo za to gre. In zdaj je to stvar trpečega človeka, ki lahko da prošnjo. In govoriti, da gre za zastrupljanje, da gre za kulturo smrti, je nesramno. Ne samo zavajajoče. To je nesramno, zato ker med nami so ljudje, ki trpijo. In če ste vi in ste kristjan, tako brezbrižni do tega trpljenja, da niste pripravljeni reči, ok, ne vem, kakšno je to vaše trpljenje, ampak verjetno veste vi, ker trpite in vam ne morejo zdravniki več pomagati in vam kot država ponudimo eno možnost, da pa če je res nevzdržno, lahko zaprosite zanjo, potem je zame, po mojem razumevanju, to skregano z sočutjem, ki ga uči krščanska vera. Gospod Černač. No, sam besedo glede tega. Glede, završno je, da ste uzakonili nekaj, kar je protiustavno. Pomoč pri samomoru je protiustavna kategorija, je kaznivo dejanje. Glede, da bodo ljudje razumeli, uzakonili ste to, da človeka, ki se želi ubiti in se povzpne na stolpnico v Ljubljani, nekdo porine čez. To ste vi uzakonili. Kar se tiče gospodarske rasti,
Značilnost te koalicije je, da za vse težave, ki jih niso bili sposobni urediti v 3 letih in pol, krivi ali prejšnjo oblast, torej sedanjo opozicijo, ali pa zunanje okoliščine. Ne. In tukaj se kolega Zrim danes ni izneveril. Ne. Za nizko gospodarsko rast, paste, ni kriva ne Amerika, ne Evropa. Zato, da gospodarska rast od leta 2021 dalje vsako leto usiha, ste krivi sami, ker ste sprejemali napačne ukrepe. Krivi ste zaradi tega, ker niste investirali 3 milijard evropskih sredstev v tem obdobju. Sredstva, ki so bila že podpisana, ste zavozili. UKC bi bil v celoti prenovljen, če ne bi zaradi vaše oblasti ta investicija zastala in bo zdaj ta zgodba zaključena šele do konca leta 2026 in to ne z evropskimi, ampak s sredstvi davkoplačevalcev, ki jih bo za 30% več, kot bi bilo potrebno za to nameniti in tako naprej. Tudi leta 2021 smo bili del enakega prostora, tako evropskega kot svetovnega, pa je bila rast v Sloveniji rekordna. Gospod Zrim. V 2 smerih bom odgovoril, ker sem bil izzvan. Najprej bom rekel, poleg vsega, kar je že bilo našteto na področju infrastrukture, pa je en dosežek te vlade. Bom ciničen, oprostite, čeprav to ni moj način, ampak ta vlada je odprla največje parkirišče v Sloveniji. Torej, slovenske avtoceste so ratale največje parkirišče, zelo drago plačljivo in ljudje vsakodnevno občutimo, kako ta vlada upravlja avtocestno omrežje. Zdaj pa, kar se tiče mojega krščanstva. Hvala gospe kolegici Novak, da me je izvala o tem. Tudi številni vaši kolegice in kolegi so v parlamentu o tem govorili in tudi govorili, da sami so kristijani in podpirajo evtanazijo ali pa pomoč pri samomoru, kakorkoli temu rečete, je rezultat procesa, ki ga uzakonjate, smrt. In to je kultura smrti. Kar se pa tiče mojega krščanstva, se mi zdi, da ni noben človek, niti sam, težko sodi, kakšen kristjan sem. Ampak to, da se postavim in borim za življenje in kulturo življenja, nikoli ni nesočutje in nikoli ni brezbrižnost. To je naša dolžnost, na politični ravni pa to pomeni, da se moramo zavzemati za uvedbo in delovanje paliative, sočutja in tega, da se tem, ki neznosno trpijo, pomaga lajšati te bolečine. Velika večina rakavih bolnikov, slišali ste Manco Košir, spoštovano pokojno Manco Košir in številne druge, Komisijo za medicinsko etiko, strokovnjake, ki delajo s temi umirajočimi. Težko je biti ob njih, težko. Morda svojci še bolj trpijo kot pa oni. Ampak koliko se lahko zgodi v tistem času, če si ob njem. In to je to. Politika mora biti sposobna zagotoviti delujočo paliativo, hospic je treba razviti, hospic oskrbo in vse to pa leva politika ni sposobna, ker tega ne čuti. Vi bi samo z enim postopkom končali življenja teh ljudi in rekli, smo jim olajšali trpljenje. Gospod Bezjak Zrim, na to gospa Novak in gremo pogledati na koncu k vašim strankam, spoštovani gostje. V bistvu se lahko nekako do določene mere s kolegom Ciglerjem Kraljem strinjam. Res je postala avtocesta neko parkirišče. Sem se z Goričkega danes kar nekaj časa potreboval do Ljubljane in to zadnje čase večkrat, tako da se te za 1,5 ure pot podaljša. Ampak ne glede na to, hočem izpostaviti nekaj drugega, kaj ti gre za investicije, katere upamo, da bodo razbremenile infrastrukturno omrežje, ne samo na Štajerki, tudi za tovornjake proti Ajdovščini se gradi trenutno in tudi tam so nenormalne zastoje, krati se pospešeno gradi drugi tir, 3. razvojna os napreduje in to so zgolj investicije in zaradi teh investicij imamo kaos na cestah. Žal, lahko smo nezadovoljni trenutno, ampak zaradi tega kaosa nam bo v prihodnje, upamo, da vsem boljše. Če sam besedo lahko. Mislim, da imam jaz besedo. Izpod iz Postojne nobene investicije ni, pa vsak dan stojimo na avtocesti. Gospod Novak. No, nekaj je tudi kultura vožnje, ampak jaz moram povedati to, da te investicije so investicije, ki terjajo čas. Če bi prejšnje vlade mogoče na tem naredile kaj več, bi se verjetno zdaj vozili malo hitreje.
Ne? To pač morate vzeti tudi kaj nase. No, ampak ste Bi pa šli še tudi v nekaj nasprotno rekla, smer, če smem. bi še Tretji nekaj pas rekla. ste se zavezali, da ga ne bo, ne? Še nekaj povedala o tem, o gospodarski rasti, ne, in o naložbah. Leta 2023 je bilo iz državnega proračuna namenjenih rekordnih 2,2 milijarde evrov. V letu 2024 1,5 milijarde. V letos tudi 2,2 milijarde. Mislim, to, da se ne investira, absolutno ni res. Ne, in vse lahko se govori, resnica pa ni. Moram se še malo odzvati na to kulturo. Na kratko, prosim. Ja. A veste, gre za kulturo življenja. Zato, ker vsi ljudje umremo na koncu. Zdaj, siliti ljudi, da trpijo bolj, kot jim je treba, pa ni kultura življenja, če že tako. Ne? In tle govorimo pri pomoči, pri prostovoljnem končanju življenja o ljudeh, ki nimajo drugega izhoda kot smrt zaradi terminalnih bolezni. In jaz mislim, da je to treba slaviti kot življenje, ker medicina je tako napredovala, da so terminalne bolezni niso usodne dolgo časa, ampak lahko je zelo hudo na koncu. Za večino na srečo ne in za te se popolnoma nič ne spremeni in jih nihče nič ne sili. Ampak prosim, dopustite tistim ljudem, ki pa so tudi sami rekli, da je prehudo prenašati, dopustite jim eno možnost države, da jih ne silimo, da morajo iti v tujino, da jih ne silimo, da mogoče sami delajo samomore, kar je res grozno, ampak da jim pustijo v miru med svojimi ljubimi ljudmi umreti v miru, ne, ker bodo. Ker tega pač ne moramo odvzeti. Medicina je proti. Glede večjih infrastrukturnih, cestnih in železniških projektov, ne drži to, kar pravi Tereza Novak. Vse večji projekti, tako Koroška, kot drugi tir, kot vsi ostali, so bili začeti v času, ko je vlado vodila Slovenska demokratska stranka in infrastrukturno ministrstvo Nova Slovenija. To so dejstva, samo ti projekti trajajo dlje časa, seveda, ker so večji in ne morete še rezati trakov, tako kot jih režete pred stanovanji, ker traja projekt izgradnje malo manj časa, ne, pa so bili tudi začeti v prejšnjem mandatu, ni tega v vašem mnoga ni bilo začetka, pa veselo režete trakce, tako kot bi jih tudi v teh projektih, vkolikor bi temu bilo tako, ampak zastoji ne nastajajo zaradi tega, ne, da smo si na jasnem. Zastoji nastajajo zaradi tega, ker ni širitve, ki je bila tudi v prejšnjem mandatu zastavljena, proti Primorski bi že morala biti 6-pasovnica zgrajena do Vrhnike, kar je zastavil prejšnji minister, pa ste vi te zadeve ustavili, ker ste izrecno povedali, da ne bo širitve avtocestnega omrežja na tista vprašanja nekega glasa ljudstva na Trgu Republike. Spoštovani gostje, tukaj bomo morali počasi narediti piko in boste imeli sedaj pri sklepnih besedah nekaj možnosti še o programih, načrtih za v prihodnje. Gospa Tereza Novak, poslanka Gibanja Svoboda, vas čakajo volitve oziroma volilni kongres, tudi katere bodo usmeritve stranke v tem finišu tega sklica državnega zbora, kaj si želite še postoriti, predvsem pa na čim boste delali in s kom v prihodnje? No, najprej to, kar je že moj kolega Zrim povedal, zdaj nas čaka še pokojninska reforma, to je nujno potrebno še izpeljati, potem pa je treba vse te zastavljene stvari, ki so zdaj že dobro postavljene, ampak jih je treba še umestiti, še nadgrajevati, to je pa naš načrt in bo naš načrt za prihodnji mandat. In jaz mislim, da seveda še sploh nismo končali, je še kar nekaj stvari pred nami, mi imamo v parlamentu, ne vem, saj odbor za notranje zadeve, vsaj 4 seje samo v tem mesecu, tako da se še napolno dela, ampak smo pa pripravljeni na to, da zastavimo že zdaj načrt za prihodnji mandat, za katerega smo prepričani, da ga bomo tudi imeli. Gospa Novak, dejstvo je, da se bodo po volitvah karte nekoliko premešale. Kaj pričakujete, s kom sodelovati, s kom zagotovo ne, s kom zagotovo da? Jaz mislim, da Gibanje Svoboda lahko sodeluje z ljudmi in strankami, ki želijo dobro Sloveniji in dobro ljudem. In to vsem ljudem, ne samo nekateri, ne samo strankarskim, ampak vsem. In to je politika, ki jo mi izvajamo skupaj z našimi kolegi v koaliciji. Mislim, da se v Sloveniji, če se vsak zamisli,
kako živi dobro in v miru, nimamo vlade kot prejšnja, da zaničuje ljudi vse po vrsti, da jih kaznuje za vse mogoče, ampak vlagamo v razvoj, v mlade ljudi, v stanovanja, v zdravstvo, dostopno vsem in to bomo To je program tudi za naprej. Namestnik vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospod Zvonko Černač, vaša stranka je imela kongres, zavezali ste se k dialogu z volivci. Na kakšen način, kaj pričakujete oziroma kaj si želite v prihodnje, kaj napovedujete? Ja, volitve oziroma volivci bodo povedali, kakšno koalicijo si želijo po volitvah. V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da bo odgovor na to vprašanje bistveno lažji, več glasov, kot bo za Slovensko demokratsko stranko. Torej, če smem samo z besedo pokomentirati to, kar je povedala kolegica Tereza Novak, glejte, po teh besedah, jaz mislim, da v svobodi celotna koalicija živi v nekem virtualnem svetu, daleč od ljudi. Daleč od ljudi, ker dejstva so popolnoma drugačna in tistega, kar niste naredili v 3 letih in pol, tudi v tega pol leta mandata ne boste naredili. Če pa bi vam ljudje še enkrat zaupali, kar vam ne bodo, ne bi pa doživeli še bistveno hujše odločitve v prihodnjem mandatu. Tako da v Slovenski demokratski stranki imamo program, v okviru tega programa konkretne rešitve, ki jih bomo ljudem predstavili v naslednjega pol leta in ljudje so tisti, ki bodo na volitvah čez dobrega pol leta odločili, kakšna koalicija in s kom. Gospod Zvonko Černač, pa vseeno pogosto se sliši pri strankah, s kom bodo, s kom ne bodo sodelovali, pogosto letijo kritike tudi na vas, mogoče glede tega sodelovanja. Glede, mi odpiramo in smo vedno odpirali najširšo mogočo koalicijo, zaradi tega smo za te volitve odprli koalicijo za volivci, koalicijo za vsemi ljudmi v tej državi. Predlagamo rešitve, ki gredo v dobro ljudi, v dobro gospodarstvo, v dobro vseh, ki v tej državi živijo in prepričan sem, da bodo ljudje to dobro namero Slovenske demokratske stranke prepoznali. Zaradi tega povem, več glasov, kot bo za Slovensko demokratsko stranko, lažje bo sestaviti koalicijo po željah volivcev. Gospod Damjan Bezjak, Zrim, poslanec Socialnih demokratov, vi se pripravljate na programski kongres stranke, katere bodo te usmeritve, kaj boste postavili v ospredje oziroma na kakšen način končati mandat in kaj po vaše je bistveno, da se potem v novem mandatu nadaljuje? Ja, prav ste ugotovili, res se pripravljamo na programski kongres, kajti nekatere stvari smo pripeljali do te točke, da se morajo zaključiti. V naslednjem mandatu pa seveda vsega ne moreš spet, kot smo nazadnje imeli knjigo čez 200 strani napisati, pot se te pa zgodijo poplave in hitro te plan pade v vodo. Nekaj programskih točk, ki bodo hitro se lahko realizirale, torej v roku 2 let v naslednjem mandatu. In to bomo Socialni demokrati v tem mesecu poskušali vsebinsko zapreti. Ne bi še o sami vsebini govoril, ker še nismo točno 3 glavne točke si zadali. Definitivno pa moramo se zavedati, da volitve so komaj drugo leto in vsak od nas si bo moral zračunati do 46 in šele na podlagi te številke lahko sestavljaš koalicijo. Sam vedno, ker prihajam z Gorička, mi nekoliko ob tem obrobnem lepem delu Slovenije delujemo drugače. Smo si zadali kljub Gorički županov, ki sem jaz nekako pozval župane vseh političnih barv, da sodelujemo za skupno dobro ljudi, ne glede na politično barvo. In to prakso bi včasih tudi bilo fajn slišati v Državnem zboru Republike Slovenije. Ko ste omenili sodelovanje v Državnem zboru, ja, zdi se, da imamo predvsem pri sodelovanju, ki ga skoraj da ni, na drugi strani pa zelo nizko kulturo govora. Ja, res je. To se pogosteje bo, proti volitvam bomo šli, ta kultura bo postajala nizka. Sem vesel, da prihajam z te poslanske skupine, ki ima neko kulturo, tudi kot je gospod Cigler Kralj omenil, če poslance ne moreš prepričati vsebino, jih vsaj ne žali in ta kultura dialoga mora biti nazaj spet vzpostavljena, kajti mi predstavljamo državljanke in državljane, morali biti vzor. Popolnoma se strinjam, sklenila pa bo midva, vodja poslanske skupine in podpredsednik Nove Slovenije, gospod Janez Cigler Kralj, bova rekla še podpredsednik do sobote. Imate volilni kongres, mogoče najprej, kako bodo zadnje zgodbe v zvezi z financiranjem inštituta Janeza Evangelista Kereka vplivali na sobotno
kongresno dogajanje? Ja, v soboto imamo volilni kongres. Mislim, da je to dobra priložnost, da se stranka nekako zbere, preveri svojo povezanost. A gotovo tudi pojasni. Se utrdi v svoji programski in vrednotni postavitvi pred volitvami 2026. Sam sem se, kljub temu, da so me številni nagovarjali, se tokrat nisem odločil za kandidaturo za predsednika stranke, ampak smo pa skupaj z ostalimi poslanci močno podprli Jerneja Vrtovca, kolega Jerneja Vrtovca, ki se je izkazal že v dosedanji karieri kot izjemno sposoben, dialoški, tudi vrednotno, mislim, da trden in bo lahko zagovarjal vrednote krščanske demokracije v tem norem svetu. Gotovo bo 2026 volitve ne boj, mesarsko klanje v prenesenem pomenu in to je treba zdržati in Jernej ima to moč. Zadnje afere, ki so bile lansirane, so bile ravno ob času, ko se pripravljamo na ta kongres in je zelo prozorno, da je njihova želja ošibiti novega predsednika, novo vodstvo, ošibiti novo Slovenijo in preko tega preprečiti možnost desno-sredinske vlade. Kajti poslušalke in poslušalci vedo, kadar je Nova Slovenija uspešna v svojem rezultatu, takrat je večja možnost desno-sredinske vlade in gotovo levi sedanji koaliciji ni v interesu, da do tega pride. Samo za primer, Inštitut Janeza Evangelista Kreka je zasebni zavod, ki na trgu z donacijami dobi okoli 100.000 evrov, potem jih tudi svojim sodelavcem za realno upravljena dela, preverljive pogodbe izplača. To je problem, ne? Po mnenju verjetno Tamare Vonte in njenega kroga, ki zlorablja svojo komisijo. Na drugi strani imamo Inštitut 8. marec ali pa Lege Bitra, ki je do sedaj prejel že preko 4 milijone javnih sredstev, samo v letošnjem letu preko 400.000 evrov. Jaz mislim, da bo treba pogledati tudi stranko Levica, stranko Svoboda in nekako ugotoviti, kje gre za zlorabe in kje gre za mahinacije in kje gre za normalno tržno dejavnost. Medtem pa bomo seveda z vsemi pravnimi sredstvi zaščitili interese naših sodelavcev, ki niso nič krivi, pa so se znašli na prangeru. Kakorkoli, Nova Slovenija bo na tem kongresu, tudi sam bom pri tem sodeloval, zastavila jasno pot v zaščito najprej kulture dialoga, krščanske vrednote. To so 2000-letne vrednote, na katerih stoji naša civilizacija. Svoboda, pravičnost, solidarnost, varnost. Mi bomo skozi svoj program, ki ga imamo že pripravljenega in ga bomo potrdili na tem kongresu, ki bo usmerjen v razumne davke, zaščito obrtništva in podjetništva, kmetov, v mlade in najranljivejše, bomo pripravili dober program za odgovor na te leve norosti, ki se nam zdaj dogajajo. Gotovo imate vsi najboljše želje in najboljše misli za državljanke in državljane, pa vseeno je treba vedeti, da je potrebno imeti, ne glede na to, ali se na levi ali na desni strani ali v sredini, vedno državljana na prvem mestu. Včasih se zdi, da temu ni tako, a to naj presojajo naše poslušalke in poslušalci. Spoštovani gostje, gospod Janez Cigler Kralj, Nova Slovenija, gospod Damjan Bezjak Zrim, Socialni demokrati in gospa Tereza Novak, Gibanje Svoboda ter gospod Zvonko Černač, Slovenska demokratska stranka. Iskrena hvala za obisk v našem studiu. Hvala za vabilo. In to je bilo vse v današnjem pogovoru, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pripravil in uredil sem ga Alen Salihovič. Želim vam vse dobro in ne pozabite prisluhniti ponovitvi ob 22. uri v četrtek ali pa v radijskem podkastu. Veliko povemo, tudi z druge strani.